Gre za rekonstrukcijo slab kilometer dolgega cestnega odseka, ki pa je zelo kompleksen. Krajane pa moti predvsem pomanjkanje informacij. Namreč nihče jih ni točno obvestil, kdaj se projekt začne, kakšne bodo zapore, kakšen je terminski plan, kdo bo prevzel odškodninsko odgovornost v zvezi s tem. Predvsem to. Pobude in sugestije so bile umestne, več ali manj so bile že upoštevane pri pripravi elaborata za zaporo te ceste, tako da menim, da pri samih zaporah oziroma izvedbi zapor in gradnji ne bo prihajalo do večjih težav. Tak poseg sigurno predstavlja zelo hud ali pa boleč res v življenje in okoliških prebivalcev, teh, ki so v neposredni bližini ceste. Vem, čaka nas usklajevanje, čaka nas iskanje kompromisnih rešitev, čaka nas tudi verjetno kakšna neprespana noč, ampak upam, da bo teh malo. Največ vprašanj krajanov se je nanašalo na dostopnost do njihovih poslovnih objektov, ki jih v tem delu Novega mesta ni malo. Nekateri podjetniki bodo popolnoma onemogočeni. Dokler bo trajala zapora ceste, kjer bo popolna, potem dostopa ne bo. To pomeni tudi izpad dohodka, dobička, probleme. Vrednost celotne naložbe je ocenjena na 5 milijonov 800 tisoč evrov. Gre za zelo zahtevna dela, predvsem z vidika, ker so relativno globoki vkopi, prepredenost različnih komunalnih vodov in ostalih vodov, od energetskih do telekomunikacijskih. Sam projekt je zaradi kompleksnosti razdeljen v 4 faze. Posamezna faza traja vse prve 2 faze, ki so najbolj zahtevne, po 3 mesece, tudi izključno z zimo. Potem pa zaključek drugega dela projekta od Kandijskega križišča navzgor proti TPV je pa nekoliko manj tehnično zahteven, bo pa zadeva tudi hitrejše izvedljiva. Zadeva v 3. in 4. fazi bo tudi lažje izvedljiva, dodaja Štukelj. Ceste se gradijo najmanj za 25 let, se pravi, bo bodoča rekonstruirana Kandijska cesta služila namenu najmanj 25 let, vključno z vso infrastrukturo, ki bo vgrajena v to cesto. Dela naj bi v celoti zaključili predvidoma do sredine septembra prihodnje leto.